Prej si rekel, da je pa ta, kaj Klemen, no pa se vse kdo. Ja. Rekel si, da si že 50 let se zelišča s tem ukvarjaš. Ja, To si ja. mi že zadnjič omenil, ker smo se srečali, pa nekako nisem znal tega povezati. Jaz Pa sem, sem zdaj študiral, pa sem rekel, ok, tako kot pospremljam po spletu, po Facebooku, pa to, ker si tudi aktiven na polno, rekel, ok, to se mogoče hčerka. ne, Zdaj pa praviš, ti si to. jaz sem imel eno, od moje mame teta, Ja. je bila zeliščarca, tista klasična, ne, in je prodajala tukaj v Ljubljani na tržnici zelišča pred Nikolčičevo. To. Ja. In jaz sem šel enkrat k njej tako na obisk, ne, nisem niti poznal, stara ženica, kot čarovnica. Ja, se sem hotel reči, niso zažgali. Ja, no in je imela tako nivo jagod, jaz sem bil kar malo v strahu, ker sem bil še mehen. Je rekla, kaj, gledaš jagode? Sem mislil, da me bo nadrla. Rekla, 5, ja, pa se jih ne jej. Ne, cela niva, nisem vedel, kaj bi utrgal. Ja. No in pol se mi je nekako priljubila tako, ne, in mi je pol začela o teh zeliščih nekaj razlagati in to, ne. In že takrat sem pol dobil voljo in pol sem začel te knjige kupovati. Jaz sem vedno, najbolj sem užival, če sem si lahko kupil knjigo, ne. To sem si tudi zadarilo, dostakrat sem sebi kupil knjigo. To še sploh včasih, Ja, ki je ja, bilo to težje dostopno, tako. se spomnim, to sva isto zelenko kupovali. Ja, to in za to knjigo. sem, že teh zeliščarskih sem imel kar ene 2 metra, ne. Sem pol ugotovil, da dejansko eno drugega to plonkajo, ne. Ja. Da je nekje ena, mislim, tisti 2, 3 so res ok, ne. No in pol sem imel en zeliščni vrtiček tako, pa sem pol malo eksperimentiral, pol sem bil pa star, ne vem koliko, že kar pozen. Mislim, ne vem, koliko sem bil star, enih 35. Sem pa rekel, zdaj bi pa jaz to probal malo verificirati, to znanje, če kaj znam sploh, ne. In takrat je bila obrtna zbornica tle, na Celovški, Si še zmer? še zmeraj. Sem šel tja, pa so rekli, ja, da glih imajo ta en program, ne, za dobiti certifikat, da znaš izdelovati zdravila. Sem rekel, kako pa to gre, ne. Tako pa tako so mi dali tako podobno kot le na NPK-ju, ne. Ja. Moraš poznati rastline, moraš vedeti vse vsebnosti. Vse takrat sem pol hodil v Hašiču tudi, ne. Sem mislil, da mi bo kaj več povedal. No in pol sem se to učil in sem v komisijo, so me sprašali, ne. So bili pa iz farmacije, pri Foxi. Prakso sem delal pa pri Favnu. To je pa en prvih, ki je v Sloveniji delal, destiliral zelišča, ne. Ja. Sem tam to naredil in potem sem dobil ta certifikat in sem dal prošnjo, če bi lahko lekarno odprl. Jaz sem napisal lekarno, jaz sem mislil zeliščna lekarna. To si se Ja, so me klicali z urada ministra Volča, ki je bil takrat, Ja. da to pa ne more biti tako. Da, zdaj so glih zakon spremenili, rekel, in samo farmacevti lahko imajo. Sem rekel, ne, saj sem mislil zeliščno pa lahko. Ja. Ja, ja. No, pa sem pa, ne vem kaj je bilo, tle smo imeli stanovanje v Ljubljani, ne, blizu tržnice, pa sem rekel, ajde, pa grem probati prodajati na tržnico, ne, pa dol sem imel pa na To srd. še med tem, ki si vse tiste ekonomske službe fural. Vse, zdrav. V redu. No, in sem pol tle na ekološki strani, na Pogačarjevem trgu, sem prodajal ta zelišča, ne. Iz lastne Iz njivce. lastne tinkture, potem eterična olja, hidrolate in učil v bistvu tudi ljudi, ki takrat niso kaj dosti vedeli o hidrolatih še, ne. Kaj so Hidrolati. hidrolati, ne. To so topne snovi iz rastline v vodi, ne. Eterična olja so pa bolj na bazi alkohola, ne. Topne snovi v vodi. V vodi, ja. Se pravi, kaj daš noter v vodo? Ko destiliraš, to je parni kotliček, ne. Ja? Je kotel kot za žganje kuhati, s to razliko, da je noter perforiran kotel še, v katerega da zelišča. Spodaj na podkotel, pod tem perforiranim je pa voda. Ok. Zdaj več variant je. Ena je ta, da to vodo zavreš, pa gre para skozi, pa pobere vodi topne snovi, ki se potem ohladi ta destilat, ne. In je to hidrolat. Včasih so destilirali zaradi hidrolata, ne zaradi eteričnih olj. Danes je glih obratno. Čeprav danes je za oboje, no.
izkoristil. Eterično olje pa plava potem na vrhu, gor, ne? Na hidrolatu, ker je lažje, ne? Olje pač. Ne? Ja, Ga potem ločiš in to je to. in zakaj se bi te hidrolati uporabljali? Za vse sorte. V bistvu to je pa že pol tisto, kar farmacija noče, da en laik govori, ne, zakaj je dobro. Ne. Zato tudi ne smeš več napisati, zakaj je kaj dobro. Ne. Lahko tako pod mizo daš kakšen, ali pa tako listek. ustno, ja, to je dobro za to in to. Ne. In drugače pa ne. Moraš pa samo povedati. Ja, povedati, recimo, kaj s tem. Zdaj je zelo popularno, v zadnjem času iščejo rožmarin. Ne. Rožmarinovo olje je zelo dobro, če ga umešaš v eno tako osnovno olje, ne. Ja. Bilo katero dobro olje, ne, semensko ali pa olivno ali karkoli. Recimo 10 kapljic eteričnega olja v 100 ml osnovnega olja, ne, je za masažo, da poživlja. Okay. Zdaj, dosti žensk ima težave z lasmi, ne, hoče imeti bujne in lepe in ne vem kaj. Ne bi to več držali. Ja, pa bi, mogoče. Tam, ki jih ni več, ne morem. No, glej zanč, me je ena, ko sem imel dan odprtih vrat zeliščnih kmetij, ne, tudi, Ja. ne, To je ta planjava. planjava, Ja. No in je ena gospa pol prav zapela, ne, zato, ja pa dajte mi povedati, kako, kaj, ne. Pa sem klical kar Krefta, tega iz farmacije, ki se najbolj spozna, ne. Ja. Se ga daj samo prosim, daj mi povej, da ne bo kaj škodovalo, ne. Da bo koristilo. Je rekel, ja, to sigurno koristi, prekrvavi lasišče. Je rekel, če češ pa kakšno tako bolj olje. Kjero olje si rekel? Rožmarinovo, ne? Rožmarinovo, ja. Ker je zelo močno drugačne. Je rekel, če hočeš pa malo bolj močno, pa daš pa 20 do 30 kapljic v osnovno olje, ne. Okay. Pol je pa že orang poživlja, ne. Zdaj, če imaš pa težave, no to je pa vedno, če imaš težave recimo s pritiskom, je pa to odsvetovano. Ker tu dejansko, jaz vem, ko sem imel visok pritisk, ko sem destiliral že, Ja. sem začel kar plavati, ne. Dobesedno ti vpliva, ne. Če imaš visok. Če imaš pa nizkega, pa zelo koristi, ne. Ja, jaz sem bolj na nizke, na visoke. Ja, tako da je tudi zelo dober za masažo, ne. Sploh za najstnice, recimo pa najstnike, ki imajo te mozolje, ne, jih v bistvu razkuži in dobesedno jih uniči, pa tudi pore malo stisne, ne. Zanimivo. Pol ženske imajo izredno rade recimo smilj, ne, je zelo Ampak popularen. to govori zdaj o tisti mešanci ali prav v olju, čistem olju od rožmarina? Čisto rožmarinovo olje daš v recimo 10 kapljic, 20 ali 30 v osnovno olje. Aha, v osnovno, in to je dobro pol za kožo. Tako, za Bog ne dej čisto aplicirati, ker lahko je huda reakcija. Pa tudi vsako stvar, ki jo probaš, ne, je treba prej majhno količinco dati, ne, Ja. da vidiš, če si alergičen. Eni so alergični, ful, ne, na kakšno stvar. Treba, tako kot testerček, ne, probaš malo, a je v redu, ok, lahko pol, ne, probaš. Pa, ni to, jaz sem nič ne spoznal na to nego, kože, kozmetiko, ampak bi rekel, če se ti z oljem namažeš, da ti bo prej zaprl in bojo mozoli še bolj noter ostali. Ne. V bistvu najboljša zadeva za kožo so itak hidrolati, to vodni. Ja. Zakaj? Zaradi tega, ker jih uporabljaš kot tonike. In si narediš pršilko, ne, si daš not hidrolat in se pošpricaš vsake toliko, recimo lovorjev, smiljev, sivkin. To je krasna stvar. In tudi, če se mažeš z enodnevno kremo ali nočno, ne, obvezno navlažiti kožo prej, pa pol šele namazati. Okay, to bi moja Nikoli, lika bolj vedela, res to. nikoli ne smeš direkt. Ker ne. Ja, ker pol ni dober. Zapreš pore v bistvu. In pol si prav v ta namen to planjave, to ekološko. To sem takrat, Dobo pač, ko sem delal tle na tržnici, ne, sem videl, zdaj moram imeti pa še etiketo, pa ekološki znak gor, pa ta evropski, ne. Ja. Vse to sem pol sprocesiral. Sem vse lepo, tako kot mora biti, ne. Ja. Ja, da sem lahko prodajal pol to, ne.
No in sem imel štos. Enkrat pride ena Francozina z možem, ne, tle na Pogačarja, zjutraj sem dal stvari ven, tako polna stojnica, tinkture, eterično olje, hidrolati, pa pol še tako šopki so bili zelo, so radi Ljubljančani kupovali, šopke sivke, ko je bila aktualna. Tako, male šopke, jaz sem jih imel tako. In pride ta gospa, vse rekla, če lahko proba, sem lahko, kar izvolite. Ne. Probal, jaz sem tam ven dejal stvari in prav, tako pogledam moža, ne, prav, jaz bom to vse kupila, veš. Je rekel, pa kako, gremo na avion, ne. Je rekla, me ne zanima, to gre z nami, vse to. Je rekla, tudi vsi šopki, vse gre z nami. Prej me vse vprašala, ne, kako delam, kaj delam, sem imel še slike, ne. Je rekla, mi imamo, je rekla, doma nasade industrijske vsivke, ne, se pravi šprice, gnojijo za industrijo, za kozmetiko. Ne. Je rekla, tako čistega, da je ročno nabrano, pa destilirano, pa tako narejeno, je rekla, tega pri nas ne dobi skoraj nikjer. Je rekla, če pa dobiš, je pa ful drago. Je rekla, prva stvar, je rekla, prepocen imate. Ne. Sem rekel, okej. To se da rešiti. Sem rekel, tle pri nas se ne da, sem rekel, ker kupna moč je taka, ljudje že itak se jim zdi to vse skupaj brez veze, ne, kaj tle ponuja ta tip, ne. Tako da sem vesel, če že to dobim, je okej, ne, super, ne. Rekla pa ne, pa dajte naložiti, pa peljte v Francijo, sem rekel, bi moral imeti količino, sem rekel, pa sem pa takoj že trgovec, tega pa nočem biti. Zdaj, ko izbežim od tega, imam sam za svoj hobi to in to je to. Ker ni to, vse si predstavljam, da tam, če gledaš v Ločeten, vidiš tista polja sivke, kako lepe slikce, pa to mora biti. To je industrijska. Industrija totalna. In tudi tiste kremice njihove, recimo takale škatlica, noter je kremice tako, cena 60 €. Jaz naredim tako škatlo za 30 €, tako kreme, da jo imaš za celo leto. Konkretno polna škatla. Pa je isti recept, ne, bi se reklo. Ne. Tako da, to je vse tako, na znamke, ne, itak. Parfumi, itak. In kje je ta kmetija? Planjave. Ekološka pomeni samo to, da nič ne špricate, nič take stvari, ne, se pravi. Certificirano je, ne, sem pod kontrolo koncerta Mariborskega. In že zdaj bo 12 let ali še več. Kje je to lokacijsko? To je v Pučah, vas Puče. Vas Puče ima več zaselkov, ne. Kje pa je ta vas? To je od Kopra se dvigneš na Šmarje. In potem od Šmarja se zavije, ena gre proti Pomjanu, druga gre proti Pučam, kjer je ta ekološka kmetija, in naprej Koštabona, Krkavča, tam v tistem, nad dolino Dragonje. Koliko je to veliko? Koliko je velika? Ker tam imaš naštet sivka, rožmarin, tavžent, roža, melis, ne vem kaj še vse. Tega nimam jaz kot dosti, 1,5 hektara pa pol. Dosti se tudi nabira v naravi. V majhnih količinah. Recimo letos je bila tavžent roža zelo obilno zrasla. Drugače treba paziti, ne, da če na enem rastišču prideš pa pobereš, vse je škoda, ne, velika. Ne. Jaz vem, ko sem bil, to sem imel v Cepli, to sem tudi med drugim počel, ko sem bil na gimnaziji, sem bil tle, Petauer je imel tole, gorsko stražo, sem bil v gorski straži. Pa smo čuvali te rastlince v hribih. A res? Kaj Petauer? Matica, Ljubljanska matica, Kako ste čuvali, kaj ste šli gor? Gor smo šli, pa smo pazili, takrat, kaj je cvetelo, pa smo ljudi zaveščali, da ne smejo trgati. Trgati? Je bilo tako zelo romantično. In en modelu te kmetije, je to vaš del, kar rečeš džungla? Džungla ne. To je pa v bistvu ime, ki so ga dali vaščani Puč. Tam se že, lahko rečem, sigurno 200-300 let hodijo kopati. Dokaj tam si napisal, da je en Tolmun, sem videl. Krasen Tolmun je, res lep. Ma se jih je več. Ta džungla je prav dol pod Pučami, ne. Ko prideš v dolino, od mene je recimo stran 1 kilometer.
In je res, Dragonja ponavadi presahne poleti, zelo malo teče, skoraj nič. Džungla in še par teh tolmunov imajo pa lastne izvire in je voda mrzla celo leto. Se to mora biti In je super. krasno. Je lepa, sveža voda, ne? In vedno je polna džungla. Ker ima svoj izvir. Ja, ima 3 izvire, 4 celo. Ne? In je krasno, je res lepo. Tako da jaz ne pogrešam morja. Ne? Letos sem se sicer kopal nekaj v morju, ne? Samo džungla mi je še vedno zakon. Ne? To tudi jaz, ne, Ja. v resnici. Mi pravijo, joj, na morju si nabavil, a ne? Ja. Pa se že 45 minut je do Kopra z avto. Ja. Ne? Že kaj, to ni na morju, ampak jaz to, da bi me v lekelkih. Jaz se nisem kopal, lahko rečem, pa sem zdaj že dosti časa. Sem ratov pravi domačin. Ponehal, čeprav sem korešč zavedno, ne? Čim si dol pride, si korešč. Tako, Ja. okej. Tujec, ne. Dobro, bomo preživeli. Ja, bomo. No, ampak se nisem kopal. Tudi, ko sem šel v Koper, Izolo, jaz sploh nisem morja videl več. Ja. Mene sploh ni bilo zanimalo nič. Ja. Tudi, ko sem šel na morje, sem se dal v eno senco, pa kaj bral. Ne? Ja. Kopal se nisem. Ne vem, me ni vleklo. Zdaj, ko imam Izo, ne, ki je stara 12 let. Aha, 12 je stara. Ja. Okay. Zdaj Iza me spravi v vodo. Ne. Ampak vidim, ona precej dela na tej kmetiji, ali je sem to tako malo, da ji paše. Ne, dela, ona ful jo veseli. Jo veseli to. Ful jo veseli. To je krasna dota, če bo to Ja. veselil, pa da to naprej potegne. To je. Pa ne vem, če bo to delala. Ne? Ona je bolj slika, ful rada. Zelo rada riše, slika, Okay. oblikuje in tako še to je vprašanje, kaj Ja, se zamenja s to. Seveda, v 12 letih to bo še toliko vinko, da bo kaj. Jaz ne računam sploh, da bo kdo z lišči se ukvarjal. Ker sem videl pri starejših, ne? Ja. Starejša hči ima 42, pa sin 41, njente. Ja. In ta mlajši sin ima recimo 31 zdaj, no, on se zanima zdaj za suhozidno gradnjo. Ja, to je tako, smo se srečali. Ja, obakrat. in zdaj dela on z mano že 1 leto dobro. In je Super. ful navdušen in super, krasno. Jaz se je že dosti naučil, ker še dobro, da se je zdaj odločil, ko mu lahko še kaj pokažem. Ja. Vsaj še enih 5 let sem rekel, boš rabil, da boš znal. Ja. Okay, ne. Ja. Ker ni tako enostavno. Praksa, ne? Jaz vem, ko sem prvič delal tako v kamnu, sem moral skopati eno luknjo za vodomer. Ja. Zdaj, kako narediti živa skala. In sem tolkel cel dan, sem tam razbijal in sosed moj je bil pa tak, je delal sode popravljal, ne? Sodar. Ja. En Giovanni, pokojni. Pa pride mimo in rekel, Dejan, tako se tresle roke. Rekel, Dejan, kaj delaš? Sem rekel, tle moram narediti to luknjo za vodo. Je rekel, ma dej, pa kako to tolče? Sem rekel, ja tako, ne vem, pišu kaj, ne. Ja. Rekel, dej meni, sem si mislil, dej, ajde, kaj boš naredil. Ja. Tak, pak je naredil v roku, 20 minut je naredil on delo, kaj jaz nisem naredil cel dan. A res? Rekel, ja, veš, moraš malo gledati, kako je kamen, kako raste, kako. Sem rekel, ja, jaz sem vse kontra delal. Pojma nisem imel. To je bila taka prva izkušnja, ki sem klesal. Da je tudi neko znanje. Ja, ful je treba imeti občutek. Ne. Pa tudi vidim, ko zdaj hodijo ljudje na delavnice pa to, ne. Eni imajo to spretnost, ne. Hitro zapopadejo, ne. Recimo so taki lepi kamni, dolgi, ne. Vsi bi samo zlagali lica. Noben ne gleda vezave not, ne. Joj, pa tale tako lepo, tega je škoda not. Ne, ni ga škoda, ker ta bo zid držal not, ne. Vezave v kakšnem smislu? Prečno ali kaj? Ja, notri proti zemlji, ne. Mora biti recimo na 70 cm, to je po knjigi, ne bi delal vezave na vsak meter noter. V globino. V to, kak je vsut noter mes. Ja, tako. Na koliko? Na 70? Na 70 višine recimo, zdaj dobre, to je lahko. Pa vezave na vsak meter?
Ja, vsak meter to bi bilo idealno, sem teh veznih kamnov Ni ne toliko. dobiš toliko. Ne. Ja, ja. In pol gledaš, da so daljši tako obrnjeni not, ne. Valjda jih ne dajo za lice, bi bili Ja. krasni, sicer za lice se moraš gledati tudi na statiko. Ne. To pa sploh nisem vedel, da se postavljajo kamni tudi prečno noter za Ja, vezavo. obvezno. In, vedno so ljudje mislili, kaj se zadaj se itak ne vidi, ne. Ja. Zadaj streseš kamen in to je to. Ne, zlagati ga moraš, vse vezati, da je vezano, ne. Ja, Struktura, da stoji. Da že ta zadnji kamen v bistvu prepreči temu prvemu, da bi sploh padel. Ne more pasti, če je prav narejeno. ker prej si rekel, da se zlagajo tako v horizontalo, Se zlagajo, ampak ravno to jih potle, ker niso sicer zaklinjeni, ampak jih pa drži to, ker se verjetno pol te preklopi delajo. Ali? v bistvu, ko imaš tako par mehkih kamnov, ne, mislim, mehkih lic tle, ne, Ja, zdaj, kakšen od teh je lahko tudi notri, Ja. ne. ja, Pol imaš pa tega horizontalnega, ki je tudi pomemben, ki je viden sicer, Ja. je širši lahko, pa ga daš tle za lice, ja. ki poveže te kamne. Ne? Ker to, ne, to Ja. si predstavljam, to ti poveže pol. Ne? Ja, ja. Ker tako, najprej sem razmišljal, okay, zdaj, recimo, bi bilo mogoče bolj tako imeti, pa tako, ampak v bistvu bi se ti zelo hitro zgodil Ne, to ni dobro. katastrofa. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Tle moraš recimo Čakaj, jaz obvezno iskati že tega tukaj, ne? Da že tle zaključuješ ravno. Ja, ja. Ravno Ja, ja, da gre takole. Ja, ja. Obvezno. Dobro, to vedno ne gre tako. Ne? Ja. Zakaj? Zaradi tega, ker recimo, če imaš ta, da je veznik na noter, v globino, Ja. je tudi to dobro. Seveda, ker še vse to vidiš, ker zdaj sem prav Ja. prvič v življenju, da sem zdaj prav opazoval te Ja. zidove, pa sem rekel, aha, zakaj pa se tlele neke tele pa le Ja, ne ja. grejo čez, ampak se poklopijo. Čisto zavisi. Če so vezniki na noč, so lahko tudi tako reže, Ja. ni problem. Ne. Če so pa mehki kamni, pol je pa velik problem. Zaradi tega, ker je kamen na kamen, ne, in nič ne veže. Pa so pa pomembne tudi te vezave, ne, da ko enkrat so recimo tle, da so mehki, ne, Ja. gor, tako, pa da pol najdeš enega, ki je pa lice, da tle pokrije to. Da pa Ja. te več Pa ni. tudi nič ne škodi, recimo, če je to vrh zidu, ne. Čak se lahko obrnemo. Ne, vse je v redu. Če daš kar tle gor tudi enega tazga, Aha. pa pol veže spet, ne, tako. Aha, pa se potlej spet Ja. jih poravnaš. Ja, ker Sam te moraš pa potem obdelati. te pa moraš malo obdelati, ja, ker narediš figuro, da ni vse tisto kockasto. Ja, ja, da ni tako, kot da si ga Ja, kupil. tako, ja. To delamo, ne, In ponovadi. se pravi, zdaj sva rekla, recimo, da imamo tlele rob, Ja. pa rob in tukaj je ta kamnita čez. Kako, zdaj tukaj, če sem te prav razumel, ti tega moraš razbremeniti tako, da je v bistvu nad temi fiktivno v bok narediš, ne? Ni nujno. Ne? Ne. Recimo, če je tukaj, dobro, zdaj bom tako karikiral. Če je tale odprtina recimo 80, Ja, ne, daš tukaj zid, ne. ja, tako, kamni, ne, kakorkoli, ja. Potem daš tukaj en kamen, ki je recimo na tem sloni, pa gre čez tega, ne, Ja. in z te strani isto tako recimo. Ne. To je kaj, četrtina, tretjina? Raj več, tle je, polovica. Ker tle Aha, je, a ja, tle je zid. točno, ker do sem se še lahko ja, prenaša, ja. razumem, ja. Raj je malo manj kot več. Ne. Ja, ja. In pol spet tega No, tako. naslednjega spet malo. Vse to pravi, v bistvu narediš obok, saj se ne vidi v zunanji strukturi, ja, ne pravi v bok. Ja. Ja, Tako, ja, ja. Ker v bistvu potem v resnici potem na tle- tem sloni samo tale kamenčki, ki so vmes. Eni so kar pustili še to luknjo. Ja, ja, so rekli, da bojo pa imeli ptičje gnezdo. Ja, ja. Ja. Večina jih pa zapolni tle z nekim drobižem, ne, ker ni teže nobene. Ja. Smart. Ja, tudi zelo lepo je pa narediti obokec, ne. Dobro. Pa malo več dela. Ja, ja. Pač, Ne, ampak to je fascinantno, ker kamen na neko tako, to res ne. sem pa že preko šel. Kaj preko? Preko, Aha, parkirnina. A te ni nič upozorili? čudno, da me ni.
1 ura, kaj je to, 1 ura? Še malo zavrt, pa bo. Ja, to je moram. Da boš klikniti, pa ga zdaj malo navrteti. Na 2 ure ga lahko daš. 1 ura 10 minut. Dobro. Veš kaj, pa se pa mogoče neha. A ja, pa se pa mogoče neha. Začetek parkiranja. Tako, samo to pa bo. Aha, Ok. dobro. Bo, upamo, da ni bil že kakšen vmeski. Ma, Ja. no dobro, parkirišče plačano. Tako. Se pravi, to kamne bo, mislim, ta kamnito aktivnost, praviš, da bo ta najmlajši sin, Ja, zdaj še spodbujam tudi tega starejšega, aha, da bi to tone. da bi še on prišel. Ja. Mogoče ga bom navdušil, čeprav težko. On ima, je že 2-krat bil operiran melanom in se boji sonca. A ja, Ja, tako da ga razumem, sem rekel, vse lahko delaš tudi v senci, ne, oziroma. se veš, kako je. Vem, je. Ni še odprt, Ni, je to, ja. je to težko. Ja, Ja, tako ja. da. Ja. Pa kmetijo. No, se pa imaš pa poleg te kmetije, čakaj, imaš ti kakšno svojo blagovno znamko, pol tudi še teh Ne, svojih jaz zemljišč? sem imel To je samo- kmetija Planjava, Ja, to je to. tako.